Poslanke in poslanci Državnega zbora zaključujejo redno junijsko sejo. Na dnevnem redu imajo poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih služb za leto 2011, ki ga bodo obravnavali na zaprtem delu seje, in predlog novele zakona o varstvu okolja, ki predvideva ukinitev Sveta za varstvo okolja. Z ukinitvijo posvetovalnega organa Državnega zbora naj bi država prihranila 120 tisoč evrov letno. Ustavni sodniki bi morali na današnji seji obravnavati predlog za ustavno presojo več členov zakona o uravnoteženju javnih financ, ki ga je na sodišče vložila Zveza svobodnih sindikatov, a je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda. Medtem v največjem sindikalnem združenju pripravljajo še nove zahtevke za presojo ustavnosti velevarčevalnega zakona. Spomnimo, sindikati zahtevajo presojo za člene, ki se nanašajo na izplačilo letošnjega regresa javnim uslužbencem, prenehanje delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino in varovano plačo. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so do zdaj prejeli približno 3000 pritožb na odločbe, ki so jih centri za socialno delo izdali v skladu z novo socialno-varstveno zakonodajo. Na pritožbe bodo odgovorili v 4 mesecih. Minister za delo pa je že prejšnji teden zagotovil, da večina centrov za socialno delo že tekoče rešuje vloge, medtem ko so ponekod še zaostanki. Kjer so zaostanki večji, bodo po njegovih besedah skušali okrepiti ekipe, ki rešujejo vloge na prvi stopnji, da pride čim prej do tekoče obravnavanja. Specializirano državno tožilstvo je zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic pri gradnji predora Šentvid vložilo obtožnico zoper 8 oseb. Med temi naj bi bili aktualni obrambni minister Aleš Hojs, ki je bil takrat zaposlen na Darsu, Ivan Zidar in Dušan Črnigoj. Zlorabili naj bi položaj in povzročili veliko premoženjsko škodo, grozi jim do 8 let zapora. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je zaključil proces v aferi Zbiljski gaj. Sodni senat je odločil, da sta ustanovitelja družbe Mebles IMS Andrej Rezar in Zdenka Škodlar kriva oškodovanja upnikov v zadevi Zbiljski gaj. Rezarju je prisodil 2 leti pogojne zaporne kazni, 4-letno poskusno dobo, Škodlarjevi pa 1 leto pogojne zaporne kazni s poskusno dobo 2 let. Prav, da na sodišču se zaključuje, številni kupci stanovanj pa so kljub temu ostali brez svojega premoženja, čeprav so delno ali v celoti poravnali kupnino. Tožilstvo je ocenilo, da so upnikom povzročili za slabih 121 milijonov evrov škode. V naših oddajah smo včeraj poročali o vdoru kamenja in skal na glavno cesto med Ptujem in Zavrčem. Ruševine pod plazom so včeraj pregledali tudi z psi reševalci. Na policijski upravi Maribor pa so nam danes potrdili, da plaz ni poškodoval ali pokopal nobene osebe. Cesta je še vedno zaprta, sanacijo plazu pa bodo pričeli čez nekaj dni. Plaz pa bi lahko ogrozil tudi grad Borl. Kulturni spomenik namreč stoji na vrhu hriba. Pred nami je sončen in topel konec tedna. Jutri se bodo dnevne temperature povzpele do 27, na jugu države tudi do 29 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo še topleje, v severni Sloveniji pa bodo v nedeljo možne posamezne nevihte. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Visoka stopnja brezposelnosti med mladimi v Mariboru, kako povečati zaposljivost mladih diplomantov. Varčevanje v javnem sektorju, tudi v Mariboru bodo združevali vrtce in osnovne šole. Roman v verzih Ferije Lanščka je dobil zvočno in vizualno podobo. Bodite z nami ob 18.